S kitkom v svet pravljic. Radio Sora v vaši družbi in v današnjem torkovem popoldnevu si bomo zopet vzeli čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Knjižničarka Neža Hribernik iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka nam bo prebrala brazilsko ljudsko pravljico Kako je opica prišla do vode. Pravljica je bila zapisana v reviji Ciciban, prevedla in priredila jo je Anja Štefan. Opica je sedela v krošnji mangovega drevesa in igrala na kitaro. Pa je prišel tiger in se ulegel pod drevo, da bi se odpočil. Tiho, je rekel. Takrat pa mu je opica, da bi ga malo podražila, zapela. Tango ti ti, v moji kitari so tigrove kosti. Tiger je bil hitre jeze. Kaj? Je zarjovel. Čakaj, te že dobim tebe in tvoje kosti, niti ena ti ne bo ostala cela. A opica je skočila na drugo drevo in je zapela. Tango ti ti, v moji kitari so tigrove kosti. Potem je skočila celo na tla in pred tigrom izginila v luknjo med drevesi. Tiger je segel za njo in jo zgrabil za tačko. Ha, gospod tiger, je rekla opica. Misliš, da si me ujel? O ne, pa me nisi, le za drobno vejico si zgrabil. Tiger jo je izpustil, zlezla je še globje v luknjo in se posmejala. Ha, gospod tiger, hvala, lepo, da si me izpustil. Naj ti zapojem pesmico? Kako že gre? Aha, tango ti ti, v moji kitari so tigrove kosti. Zdaj je bil tiger zares hud. Ulegel se je pred luknjo in čakal, odločen, da jo ujame. A luknja je imela dva konca. Na drugi strani je zlezla ven in mu šla. Kmalu po tistem pa je prišla suša in presahnili so vsi zviri in vse mlake. Ostalo je eno samo jezero in kdor je hotel piti, je moral k njemu. Tiger, ki je bil še vedno jezen, je pomislil, aha, zdaj jo bom lahko ujel opico. Gotovo pride, tudi ona more piti. Tu počakam in jo ulovim. Ulegel se je na jezerski breg in čakal. In opico je res zažejalo in res odpravila se je k jezeru. A čim je zagledala tigra, se je hitro obrnila in si ni upala blizu. Skrila se je na drevo in je čakala, da je žeja postala vse hujša in nečesa se je morala domisliti. V sili je hitro nabrala smolo, se z njo namazala in vanjo zataknila take dolge liste. Postala je podobna ježevcu, no, ne čisto, ampak glavno, da je tiger ni spoznal. Šla je do vode, napila se je in potem se je smolo in listjem okrasila vedno, ko jo je zažejalo. Čisto zares, pa si je oddahnila šele, ko je prišlo deževje. Takrat je spet lahko pila kjerkoli, tigru pa raje ni več prepevala.